Na vrata stanovanja družine 9-letne deklice je minulo nedeljo potrkala policija. Nekoga je namreč zmotilo dekličino igranje na pianino. Pred časom se je podobno zgodilo tudi 80-letnici, ki je morala zaradi igranja celo plačati globo. Govorili smo tudi z družino, ki se je zaradi stalnih prijav in posledično obiskov policije preselila. Jana Ujčič. 9-letna deklica, ki ne vadi vsak dan, je v nedeljo ob 9. zjutraj igrala na pianino približno 15 minut. Kmalu zatem sta pozvonila uniformirana policista, ki sta se odzvala na prijavo. Policaja v uniformah sta moji hčerki in nam razložila, da je to prepovedano 24 ur na dan v celem tednu, nikoli se ne sme igrati klavir, če to koga zmoti. In potem je 9-letni otrok s takimi očmi: jaz sem kriva, jaz ne bi smela igrati klavirja, ne, jaz sem kriva. Takoj pomisli, kaj je naredila narobe, ne? Krivdo. In kako naj 9-letni otrok to, kako ne razume, kako naj to sprocesira? To ni bil hrup, ne, ko je ona vadila na klavir. Poleg tega ne igra tako glasno, ne. To so čisto normalni zvoki. To ni zdaj glasba preko vseh meja ali pa nekih decibelov, ne. Policista sta jim izrekla opozorilo. Na srečo deklici, ki obiskuje glasbeno šolo, to ni vzelo veselja. Šolski sistem, šola, želi, da se vadi klavir vsak dan. Ampak po drugi strani pa isto država prečuje to, prepoveduje to. In niso osamljen primer. Glasbeno družino Tomac Krečič je, ko so živeli v stanovanju, na podlagi prijav večkrat obiskala policija, ker je nekoga motilo, da je hči vadila na klavirju pol ure dnevno. Izrekli so jim opozorila, a vse skupaj je bil velik stres. Mi smo že tako tudi planirali, da je punčka odvadila, ker je morala vaditi. Ti, če hodiš v glasbeno šolo, moreš vaditi. Tako smo se tempirali, da ko je odvadila, smo hitro šli od doma, da nas ne bi dobili policaji. Si mislite, kje živimo? Tako ona, ki je sicer flavtistka, kot njen mož dirigent, doma sploh nista upala vaditi. Takoj, ko so dobili možnost, so se odselili. Vse skupaj je absurdno in to omogoča zakon, so ogorčeni vsi. Se pravi, pošiljajo policaje nad te otroke, ki so pridni, marljivi. Na drugi strani dopuščajo, da lokali do 1 zjutraj, pa še dlje, nabijajo muziko, tako da ljudje ne morejo spati. Še vedno pa odmeva primer 80-letnice, sicer odlične pianistke, ki je, kot je prvi poročal Večer, zaradi igranja klavirja in to sredi dneva dobila 104 evre visoko globo, ker je to nekoga zmotilo, že predtem pa je bila deležna opozorila. Številni tako iz sveta kulture in drugi so izstopili v bran, vrstijo se tudi pozivi po spremembi zakonodaje, gospa pa zdaj pravico išče na sodišču.